Evo, zopet tu na petek 13. En lep pozdrav vsem skupaj, teden je naokoli in čas je za nov podcast. Danes je petek 13., ki velja za nesrečni dan v mnogih vraževirih. Strah pred petkom 13. pa je resničen. Obstaja namreč celo poimenovanje za to fobijo, in sicer paraskavedekatriafobija ali paraskevidekatriafobija, ki je posebna oblika triskadekatriafobije, to je fobije pred številom 13. Tema današnjega podcasta bo prav vraževirje. Nekateri vraževirju rečejo tudi praznovirje. Roman v preteklosti si že analiziral, kaj je tako posebnega v tej nesrečni 13-tici. Pa v številu 666 in v črni mački, ki bojda tudi prinaša nesrečo, dimnikar pa zna po drugi strani prinesti srečo. Najprej pa bi se vam rada zahvalila za vse vaše komentarje in pa donacije, ki nama veliko pomenijo in zaradi vas tudi nadaljujeva s podcasti. V mesecu maju pa imava še posebno akcijo. Če donirate 15 evrov oziroma vsaj 15 evrov na PayPal ali platformo Ko-fi, dobite v zahvalo Romanovo knjigo Prvi spol z njegovim podpisom in posvetilom. Obe povezavi za donacijo imate v opisu tega videa, kjer so tudi vsa navodila, kako sporočiti svoj naslov, na katerega boste dobili knjigo. In seveda naročite se na ta kanal, da boste vedno obveščeni o novih oddajah in polajkajte tale video, če so vam te vsebine všeč. Roman, ko si v začetku tega leta solo gostoval v 666. oddaji Faktor, sem si rekla, da bi midva enkrat posnela malce bolj detaljni podcast o vraževirju in to na petek 13. In prvi petek 13. v tem letu je prav danes. Na spletu sem izbrskala, da so, kot si ti povedal, že v dotičnem 666. faktorju na petek 13. pred več kot 700 leti zaprli številne templarje, torej viteze. To se je zgodilo na petek 13. oktobra 1307. No, ti templarji so po dolgotrajnih mučenjih tudi priznali svojo grabežljivo zaroto. Templarje so zato kmalu zažgali na grmadi. In to menda tudi na petek 13. aprila. Po drugi strani so imeli nekoč v srednjem veku ob petkih rabili svoj redni in edini delovni dan v tednu. Ob petkih so se namreč dogajale usmrtitve oziroma obglavitve in zažiganja na grmadi. Po drugi strani je Donald Dossi, ki je preučeval številne obrede in rituale oziroma folkloro, rekel, da je kolektivni strah pred petkom 13. nastal v sinergiji dveh vraževirij. To je nesrečnost same številke 13 in pa nesreče, ki naj bi jo prinašal petek, ker so se na ta dan nekoč dogajala giljotinska obglavljanja, obešanja in zažiganja na grmadi na smrt obsojenih zapornikov. Ti in jaz pa sva se oba rodila na 13. v mesecu, ti avgusta, jaz pa februarja. Roman, ali je zate številka 13 nesrečna oziroma ali je petek 13. nesrečen dan? No, rekel bom, da že kot otrok, če se gledam nazaj, sem imel izjemno samozavest. Ko sem se soočil z nekim vraževirjem te številke, recimo 13, vedel sem pa, da sem rojen 13. avgusta, sem si rekel, pa kako je to mogoče, da bi jaz tak srečnež v življenju, bil sem poln samega sebe, zato ker me je mama oboževala, za očeta sem pa tudi bil neko božanstvo. Poln sem bil talentov, motorični fenomen, nihče mi ni bil do kolen od teh mojih sovrstnikov. Imel sem ful samozavest, in potem 13 nesrečna številka. Meni se je to zdelo tako absurdno in sem jaz rekel takoj, za mene pa 13 srečna številka, ker sem se rodil na 13. avgusta. Potem sem se pa tam leta 69, sem bil star 6 let, preselil v eno hišo, ki imela sicer 15 številko, Trg revolucije 15 v Trbovljah, hišna številka v 4. nadstropju 13. Jaz nisem mogel biti bolj srečen, pa tam nesrečna številka, sem rekel, kako to? To je za mene srečna številka. In razmišljal sem že takrat svojo glavo, nihče me ni prepričal, imel sem ful samozavest že kot otrok, da bi bila to nesrečna številka. In potem sem začel trenirati gimnastiko, in to zato, ker pač vsi tisti drveni otroci, fantje niso znali nič od prevala, stoje, kolesa,
Jaz sem se celo vrgel salto, bil sem poln nekega poguma in sem bil na prvi tekmi 13. Jaz nisem mogel biti bolj srečen kot to, mislim, tekmovalo jih je pa 50, pa prva tekma, jaz sicer nisem imel to za neuspeh, prvič nepoznani fantje so bili, ne vem, ful boljši, sem videl, ampak jaz sem bil 13. To sem bil tako srečen. Pa spomnim se tudi, ko sem bil 13 let star, mislim, to sem kipel od sreče, če se je kakšna stvar zgodila na 13. In ko so drugi meni govorili, da je to 13 nesrečna številka, sem takoj negiral. Skratka, in že takrat sem kot fantiček razmišljal, da je 13 to srečna ali pa nesrečna številka, jaz sem za srečno, da to ljudje delajo neke čudne konstrukte v svoji glavi. In potem na podoben način sem začel razmišljati tudi o črni mački. Zakaj bi zdaj črna mačka prinašala nesrečo? Mislim, pa sem pa še tuhto, psihoanalitično, čez par let, ko sem bil Freudovec, sem rekel, ta črna mačka, pismo, bi jaz rekel, da ima nekaj veze s tisto poraščenostjo v ženskem mednožju. In sem pa to elaboriral in zdaj to na odru fino razlagam, tako na všečen način v tej razočarani gospodinji pri seksologu. Tako da bom rekel, da jaz nisem nasedel vraževerju že kot otrok, zdaj pa sem še bolj kritičen do tega vraževerja, ga teoretsko razlagam in skozi Freuda se da to krasno razložiti. Ja, Roman, kako pa bi razložil tole vraževerje, da številka 666 prinaša nesrečo oziroma da je to neko hudičevo število, pa kako je zdaj s tem dimnikarjem? No, za 666 sem vedel, da tam nekje v enem svetem pismu obstaja neka zver, povezana s številkom 666, v pripravi na tisti faktor znameniti 666, sem šel malo to gledati, nek hudič je pa 666, jaz sem pa že to enih 10 let nazaj, to šestico kot erotično število povezoval z erekcijo, ker šestica, bi rekel, so neki testisi, pa neki navzgor obrni. Pol 66 bi bila to neka geovska scena, 666, 3 šestice bi pa rekel, tudi pa v faktorju sem rekel bolj tako zadržano, zdaj bi rekel pederska ohcet, 3 je gej na kupu, mislim, ne da to prinaša neko nesrečo, ampak to je eno čudno število in vsa števila so seksualna. Tudi ta 13 je seksualno število zato, ker tele trojke ženske, oprsje ima trojko. Enka je tisti organ falični, ki včasih sodi tudi med ženske prsi, ali pa tista trojka mednožna je tudi ta na 3 narejena. In zdaj ta 13 je nesrečna zato, ker je seks sam po sebi malo grešen, malo provokativen, recimo črna mačka prinaša nesrečo zato, ker je, kako naj rečem, fuk brez muk utopija, fuk je lušen, muka pa pol pride. Pri 13 je pa tudi, pri seksu se vedno zalomi v eno ponesrečno smer. Črna mačka prinaša nesrečo zaradi tega, ker je to simbol vagine. 13 je pa tudi erotično število, 31 ne, ker je preveč podobno, recimo 13, potem je tukaj 37, ki je tudi največkrat naključno zbrana številka moških in žensk, tam je tudi trojka, pa tista sedmica je falična, tako da skozi psihoanalizo ima pa vraževerje pa zelo seksualno, latentno seksualno simbolno strukturo in pač vse raziskave, ki pa so, ki potrjujejo, da je recimo tam ena cesta v Ameriki 666, da je absolutno nenormalno veliko število nesreč, češ, a vidite, da ima 666 negativen hudičev predznak, jaz sem rekel, ne, ljudje v to verjamejo, tudi na petek 13. se ogromno nesreč naredi. 13 je nesrečna številka zato, ker ljudje v to verjamejo. In to verjetje jih skozi fenomen placeba oziroma noceba spotika in potem se dogaja dejansko nesreče na petek 13. ali pa na tej avtocesti ogromno nesreč, ker ljudje nezavedno pričakujejo, da se jim bo nekaj zgodilo in pride do samo prerobe. To je ta vse moč misli, kot je govoril Freud, ko je razlagal magijo in moč, vse moč misli, tako da človek sam sebi predstavlja uroka, se uroči, ker verjame v ene neumnosti, ki se
ki se pa skozi zgodovino perpetuirajo v tej naši kulturi, nastali so pa vsi ti, bi rekel, vsa ta čudna verjetja v času animizma. Se pravi, še pred religiozno stanje ljudi, teorije sveta, animizem je, ko ima vsaka stvar dušo, in ljudje so se svet razlagali skozi to, da ima vsaka stvar dušo, ne samo ljudje, tudi živali in stvari. To je bilo predreligiozno razlaganje sveta, potem je religiozno, danes pa ljudje, ki smo malo bolj, bi rekel, pametni, da ne rečem razbistreni, trbovski izraz je razčajmani, verjamemo pa v znanost. In ta znanost nam daje vedeti, da nam razlago, zakaj vraževerje tako močno zaznamuje človeka. Ja, za ljudi, ki se bojijo števila 13, so psihostrokovnjaki iznašli ime oziroma diagnozo triskaidekafobija. Za tiste, ki se bojijo petka 13. pravijo, da so oboleli za parasklevidekatriafobijo. Samo v ZDA za fobijo pred petkom 13. trpi preko 17 milijonov ljudi. Po svetu pa ocenjujejo, da celo okoli 60 milijonov. Britanska medicinska revija je objavila, da je občutno povečano število prometnih nesreč na vsak petek 13. Dodali so še, da k temu močno pripomore psihologija ljudi, ki so na ta dan bolj prestrašeni, pod stresom in imajo zato zmanjšano koncentracijo. Vsak petek 13. poslovni svet utrpi kar 900 milijonov dolarjev škode, ker ljudje ne želijo leteti z letalom ali opravljati poslov, ki jih običajno opravljajo zgolj zaradi strahu. Kako to komentiraš? Ja, seveda komentiram na način, kot sem že začel. Jaz se ukvarjam tudi s hipnozo in ta placebo efekt, ne toliko nocebo, ker nocebo je negativna sugestija, placebo je pozitivna sugestija, ki je sicer kulturno privzgojena. Jaz jo uporabljam tudi ta teden, sem jo 3-krat uporabil, tako da sem sugeriral placebo finto pod hipnozo. Zdaj pa ljudje, ki so zelo sugestibilni, jih niti ni treba spraviti v hipnozo, ampak se jim dopove strani avtoritete, včasih, v teh časih tudi strani znanosti, če tam nek znanstvenik reče, seveda ga plačajo. Tale kozmodisk vam bo pa tako pomagal, da vas ne bo več hrbtenica bolela. Ali pa recimo tisti trakovi za nos, češ da se boljše diha, ali pa levinov trak za koleno, daš to gor, ali pa tiste bandaže, to je tudi placebo finta. Tam fiziološko gledano, tam se koža mogoče malo bolj segreje, ampak fiziološko zadeve niso take, da bi to vse pomagalo. Ampak če pa znanost reče, in sodobna magija je prav znanost, če reče, to vam bo pa pomagalo, ne vam pomaga tako kot placebo, tam bombonček, ki sem ga ta teden 3-krat dal pač nekim mojim strankam pod globoko hipnozo, v smislu, ko boš to, recimo en fant ima probleme z zdravjem, ko je treba iti v šolo, mu dam tik-tak pod hipnozo, in to je sugerirani placebo, in v šoli, ko se mu začne mogoče vrteti slabo, vročina ali pa glava, trebuh, pa vzame tisto tabletko, tik-tak, in je super se počuti. Po tej logiki deluje tudi homeopatija, ali pa tudi mogoče kakšne zelišča, ker je stara modrost nekoč recimo tako sugerirala ljudem in ljudje so spili neke napitke in v učinku pričakovanega pričakovali, da se bodo bolje počutili, in sugestibilni so se dejansko bolje počutili. In so to govorili, in potem se je to prijelo v cel narod in se zgodila neka kolektivna psihoza, norost ali pa nevroza na pozitiven način. Tako da skozi hipnozo se da krasno razumeti učinek, bi rekel, teh negativnih ali pa tudi pozitivnih, ker recimo 4-peresna deteljica je pa pozitivni trigger dobrega počutja. In če ti najdeš 4-peresno deteljico, misliš, da ima srečo in se ti začne smejati in čutiš, kako je cel dan bolj nasmejan. Ali pa recimo podkvica, tudi velja za srečno, in potem imajo ljudje tam nad obokom podkvico, češ, zdaj imamo pa to sreča prinaša, in vstopijo v prostor in vse je srečno. So bolj nasmejani. Gre za učinek pričakovanega. Sam mislim, da je več teh vraž, ki so negativne,
kot pa teh srečnih stvari. In to se je kulturno perpetuirajo, mogoče v nadaljevanju bom povedal, kje je to nastalo, pa kakšna je latentna struktura, ker treba je v bistvu pa te negativne vraže, vse te rituale, tudi folklorne, prebrati tako kot sanje. Skozi interpretacijo kot sanj se je treba lotevati tudi interpretacijo teh vraž, mogoče tudi teh nesrečnih kontekstov, 13, kar sem povedal, črna mačka sem povedal, mogoče dimnikar, ta je tudi provokativna, ampak v pozitivno smer. Dimnikar je tista črna moška gmota, ki načeloma navdihuje s pohoto ženske. In zdaj, kaj bo drugega, kot da se za knof primem in začne odpirati, sem rekel na odru. So se vsi smejali, ampak nekaj je na tem. Latentna struktura dimnikarja, ki je srečen za ženske, ker ženske imajo pohoto, svojega moža se naveličajo, in potem na ključnež pride s tistim omelom, penetrirati tisti dimnik. Tudi Ana O je rekla metodi talking cure, sweeping chimney, pucanje dimnika, in Freud je takoj vedel, da gre za neko seksualnost. In dimnikar je izredno seksualen moški lik, ki s pohoto navdaja tiste nepotešene ženske, ki se jih mož ne loteva več. In potem pa pride ta dimnikar in kje si knof, da se odpnem. Malce karikirano, malce pa tudi zares. Ja, glede na to, da so najni podcasti predvsem psihoanalitično obarvani, ne morem mimo vprašanja, kaj Freud poreče na vse tole vraževirje. Freudova najbolj kontroverzna, po svoje tudi nesprejeta knjiga, samemu Freudu pa menda najljubša, je Totem in tabu. Tudi pisatelj Thomas Mann je neizmerno hvalil to knjigo Totem in tabu. Kaj torej Freud pravi o vraževirju v tej knjigi? Ja, treba je reči, da zdaj tole snimamo v Kopru in sem si tole spisi o religiji prinesel s sabo. Tukaj na obali imam občasno tudi neke terapije, zato danes zopet to tukaj snimam. To sem recimo prinesel s sabo. To je dejansko, najprej sem jaz to bral v srbo-hrvaščini, ta je novejša knjiga slovenska, tle not so vsi spisi o religiji, jaz to imam vse popisan. Tako da Thomas Mann je leta 1929, to je znameniti pisatelj, rekel, da je to ena najboljših Freudovih knjig in tudi Freudu najbolj ljuba. In tudi jaz prisegam na lucidnost Freudovega uma, čeprav imajo to, recimo Totem in tabu, pa ta mit o praočetu, za mit. Spomnim se mojega profesorja, ko je govoril o Totem in tabuju, je tako rekel, da je to mit, da je to trhlo, da se to ne da dokazati, v smislu vprašanje, če to drži. Res je, nimamo časovnega stroja, ne da se iti v praskupnost med divjake, pa to preverjati. Ampak kar se mene tiče, mi je ta Totem in tabu ena najljubših knjig Freudovih, poleg Vic in njegov odnos do nezavednega, to je pa tudi 1905. leta napisal, jaz recenzijo te knjige napisal, ki je popolnoma mimo psihoanalize napisana. Ta knjiga vsebuje tudi Oidipov kompleks, napisana je, Totem in tabu je napisal 1912-13. leta, prej je napisal spise o religiji že 1907. leta in vse zastavil. In Freud se je s svojim lucidnim umom, s svojimi koncepti loteval razumevanja človeške kulture in trdil, da je v praskupnosti bil nek mogočni alfa samec, ki je bil brez moralne razsodnosti, seveda, ker je bil tako rekoč na pol žival, in si je lastil užitek nad vsemi ženskami. Kaj če drugega, poleg hrane je imel še vse ženske in bil tako rekoč oče vsem otrokom, v tistem nekem klanu njegovem. Vsi so se ga bali, ker je bil najmočnejši, ker je likvidiral, kastriral, pohabljal in potem so se na eni točki, in to obdobje Freud celo imenuje animizem oziroma celo predanimizem, se pravi obdobje, ko človek še ni poznal Boga. Bog se je vzpostavil, ko se je bratovska zveza lotila družno, se pravi vsi beta samci, gamma samci, tisti, ki so glih komi še samci, tako šibki so, in so likvidirali, torej ubili očeta, simbolnega
kastrirali, se ga znebili in pečenje vesti, da so to naredili, je potem potrovalo nekim ritualom, magijskim ritualom, totemističnim ritualom. Totem je simbol nekega klana, torej simbol očeta, likvidiranega, kastriranega očeta, pečenje vesti, vzpostavitev praznikov na spomin, da so kastrirali, ubili očeta. Vse to je Freud elaboriral v tej knjigi in za nameček, bi rekel, tako čist spotoma zastavil to vse moč misli, razložil, kako se rojeva koncept verovanja v Boga, torej tistega likvidiranega očeta, ki te grize, ker smo ga ubili, smo ga mogoče pojedli. Torej, tudi to je Freudova dikcija in potem se moraš ti kaznovati za greh, ki si ga storil, ker si ubil tega mogočnega alfa samca. In potem se vzpostavijo neke vraže, kjer je prisotno to kesanje nad obojem tega očeta in se kaznuje navadno te moški, bratovska zveza, tudi tako, da če ubije neko totemsko žival, ki je vselej simbol očeta, se on kesa tako, cel ritual se tako prime, da mora recimo 7 dni biti v izolaciji. Kar pomeni, ena prvih izolacij je, da se ne sme dotikati ženske, svoje žene, se pravi prikrajšanje za uživanje, ker je storil greh. Ne sme tudi jesti, sploh ne mesa. Se pravi, za greh, ki sem ga storil, Freud tako razmišlja, po mojem videnju zelo legitimno razmišlja, zato pravim, da ta Totem in Tabu izjemno lucidna knjiga, kar je opazil tudi Thomas Mann. In potem so se vzpostavili neke vraže, ki so sodile v register zniževanja tesnobe za kesanje, za grehe. Recimo ti vojaki so napadli drugo pleme in ko so ubili sovražnika, so se kesali, so se mu opravičevali. Ko so recimo zaklali neko divjo žival in se jo pojedli, so se jo opravičili. Zato, ker so imeli zametke nadjaza, se pravi, tistega očeta so imeli že ponotranjenega. Vse te magijske prakse, vse te totemistični, animistični rituali so znamenje likvidacije tega praočeta, ki predstavlja teoretski temelj te knjige Totem in Tabu. Zdaj, ali je to mit ali ni mit, je to druga zgodba. Treba je pa tudi vedeti, da je Freud tukaj zastavil razlago, se pravi teorijo sveta, ki je prav človek sestavil na animizmu, se pravi človek si je razlagal svet po svoje, animistična razlaga sveta, vse ima dušo, tudi neživa stvari, tudi živali, predniki, vse je tako reč neumrljivo, ima dušo, takrat, če ni bilo Boga, to je predreligiozno stanje v človeški kulturi, z likvidacijo mogočnega očeta se je vzpostavil Bog, monoteizem, politeizem, karkoli, vsele so tukaj neki potem familiarni alfa samci, bratje, mogočni samci, ki v človeka naselijo občutek, da Bog obstaja. To je ta religiozna doba, se pravi človek verjame v božanstva, v Boga. Po religiji, ki jo imamo to stanje še danes. Freud je prešel to, Freud je bil ateist, zdaj pa danes normalen človek, načeloma čez logičnim znanstvenim sklepanjem, poskuša ugotoviti, ali Bog obstaja, z razumom reče, to je pa neznanstveno. In so to vraževirje se skozi Freuda da znanstveno razložiti, zakaj so to vraže, zakaj v bistvu ni nič na tem. Človek praznoverno verjame v nekaj. Znanstveni človek toliko bolj suvereno, kljub temu, da ima mogoče vsi, ki smo imeli močnega očeta, v bistvu pa občutek, da Bog obstaja. Vedeti ne moremo, religija, cerkev nas pa pač uči v smer pač, da Bog obstaja. Mogoče tokle. Mogoče bi rekel še to, da je Freud tako rekoč zastavil ljudem, dal nek fundament, na katerem znanstveno poskušajo razumeti svojo, tako rekoč, sociologijo norosti, zakaj so ukleščeni pol v neka bizarna verjetja, religioznost oziroma cerkvena inštitucija je ena od teh verjetij, ki je zgolj in samo verjetje. Nobene znanstvene podlage ni v tem. Ja, pogosto omenjaš, da si navdušen nad proučevanjem tako imenovane sociologije norosti.
Kako pa vraževirje povezuješ s to sociologijo norosti? Nenazadnje je tukaj tudi religija oziroma cerkev, ki ni tako nedolžna. Ali ne gre torej pri vraževirju tudi za nekakšno kolektivno norost, nevrozo ali psihozo? Ja, saj zato jaz tako večkrat sem sicer gostoval, celo kregal sem se s tisto voditeljico, tam je ena oddaja, ki je bila izvorno na TV3, tam, kjer je Faktor, potem šla na Planet TV, zdaj se pa menda vrnila na to izvorno TV3 postajo, Klepet ob kavi. Tam gostujejo samo taki, ki bi rekel, kot nek otroci, ali pa kot Freud je otroke in praljudi, imenoval jih je divjake, enačil. Otroke in divjake. Zdaj nam rekel, da tam gostujejo sami divjaki, jaz sem bil parkrat gost, so tudi ugledni gostje, ampak tam so pa tudi taki, ki bi mi dal status pacienta. In zdaj te pacienti sami po sebi so zanimivi za zdravljenje z besedo. Nekateri so na tableti, se pravi antipsihotiki. Ampak mene zanima sociologija norosti, kako se med ljudi primejo neka verjetja, bizarna verjetja, ena zadnjih bizarnih verjetij, ki sem jih teoretsko obdelala, teorija zarote, v povezavi s COVID krizo, in jaz se ne morem načuditi, kako so lahko, bi rekel, kar normalno pametni ljudje, tako zelo, bi rekel, spotaknjeni v svojem kmečkem razmišljanju, logičnem sklepanju, da verjamejo, da je bil virus umetno ustvarjen. Ali pa, da te chemtrailsi zastrupljajo, da ljudje nismo bili na Luni, da VTC, ona dva Taurja, so Američani sami zminirali. To je ta sociologija norosti, ki me kot magistra sociologije kulture izjemno zanima. Torej, rajcam, tako kot religija, Freuda je navduševala religija, on je preučeval vero in tudi zaničevalno, tako rekoč kot ateist, govoril o cerkvi kot inštituciji, ki pere ljudem možgane na nespodoben način. Zdaj, če me tole poslušajo verni ljudje, jim grem na živce, samo treba je vedeti, da jaz sem sev, ki prinaša slabo novico. Jaz samo Freuda razlagam, jaz imam občutek, da Bog obstaja, nisem pa ujetnik neke cerkve, vem pa, da Bog obstaja, ker sem imel močnega očeta. Se pravi, tukaj so tudi neke kvazi znanosti, omenil sem Klepet ob kavi, tam si nekdo nekaj zamisli in potem razlaga, da ne vem kako 5G tehnologija bo skurila ljudem ne vem kaj, pa jih naredila neplodne, pa kako to HAARP zastruplja ljudi z namenom depopulacije. To so bizarna verjetja, o katerih je že govoril Freud v dveh spisih, 1907 pa 1908, ko je govoril o infantilni seksualnosti, kako je otrok dojema, tista štorkla, kako je pomembna pri zavajanju otrok, da potem oporekal avtoriteti, ki jo predstavlja uradna stroka, NASA, znanost, vlade in je a priorno kontrira. In okrog teh, bi rekel, nekih verskih gurujev se zgodi neka sociologija norosti, ki je zame fascinantna. In to izjemno rad preučujem, torej te inštitucije, te ideologije, tudi znanost je ena, zna biti ideologija, se pravi znanost, ki je kvazi znanost in ljudje se zahaklajo v te znanosti in če res niso znanstveni, se pravi, da se oklepajo nekih znanstvenih raziskav, ki se dajo potrditi v nekih eksperimentih, mnogi ljudje mislijo, da so znanstveniki in se zahakljajo v bizarna verjetja. In to je veličastno za proučevati. Vraževirja so pa balzam za dušo, tam se pa ne moram nehati smejati, ko so ljudje še vedno vraževirni in verjamejo, tam neka mačka, zdaj pa, skratka. Ja, zanima me tudi tole virovanje oziroma virovanje v Boga. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi ves ta religiozni kontekst malce bolj razložil. Torej, kako je s tem verovanjem v Boga? Z logičnim sklepanjem bi rekla, da v resnici res ne moremo vedeti, ali Bog obstaja ali ne. Freud je bil ateist. Ja, Freud je bil ateist, to se sprašujem, kako to je, da je bil Freud ateist. Po eni strani moja mama razlaga, da je Bog, torej, da je človek nastal iz nič in da je roke dala skupaj, dale kožni epitel, se je nabral iz nič v roki in pokazala, evo, vidiš, iz nič je nastalo. Človek je nastal iz nič.
Freudov oče je bil Žid. Preselili so se iz Freiberga na Moravskem, na Dunaj, ko je bil Freud majhen še. In je oče razlagal, kako Žide ne marajo v Avstriji, kako jih obsojajo. Freudov oče ni smel hoditi po pločniku, moral je hoditi po makadamski cesti. Povedal mu je, kako ga je nekdo udaril, ker je hodil po pločniku. Mali Freud ni mogel verjeti, kako se to lahko očetu dogaja. Ja, taki smo, ne marajo nas, udaril me je, kapo mi je zbil na tle. Vse je to mali Freud na svojem očetu videl in svojega očeta ni imel za Boga. Ni imel očeta za veličastnega, nepremagljivega, tako kot sem jaz imel svojega očeta za Boga. Zato jaz danes tukaj sedaj, od nekega 25. leta naprej, čutim, da Bog obstaja. Sam jaz vem, zakaj to čutim, ker sem imel močnega očeta. Freud je imel pa kastriranega očeta, tudi bankrotiral je ta njegov oče. Bil je že precej star. Njegov oče je bil, ko je imel Freuda, že ostarel in imel že odrasle sinove. Mislim, da so sinovi bili starejši kot žena, se pravi Freudova mati. In ob kastriranem očetu si moški, ženske ne zna predstavljati moški bolj kot ženske. Za žensko je moški kljub vsemu več vreden, pa nek Bog, ker ima organ več kot deklica in mamica, pa ženski spol. Fantki pa ne smejo imeti svojega očeta kot kastriranega. Freud ga je imel, zato na stara leta bi rekel, ni čuti, da Bog obstaja. In je na pomoč poklical Leonarda da Vinčija, razložil otroštvo. Leonardo da Vinci je živel kot tako rekoč pankrt, kot nezakonski otrok pri mamici prvih 4-5 let, šele potem je šel k očetu in prvih par let, ko bi razreševal Oedipov kompleks, ko bi moral biti poražen strani očeta v boju za mamico, je bil ta mali Leonardo da Vinci, se pravi ujetnih tistih mame pa tistih tet njenih. In je bil brez moškega lika in je postal gej, homoseksualec oziroma tudi pederast. To je težko sicer dokazati, poln talentov, ker je trpel kot hudič celo otroštvo, ampak rekel je pa, da on ne čuti, da Bog obstaja. In Freud je rekel itak, da ne čuti, če nima očeta. In je skozi Leonarda da Vinčija in skozi analizo spominov na otroštvo Leonarda da Vinčija, leta 1910 je ta spis napisal, prej je že napisal spise o obsesivno-kompulzivni motnji, OKM, to je prisilna dejanja v povezavi z verskimi obredi. Že takrat je vpeljal Boga, pa pozneje v Totem in tabu, Boga, Oedipov kompleks, in trdil, da človek verjame v obstoj Boga zgolj in samo zato, ker je kot otrok doživel tisto prvo avtoriteto prvega Boga, ki je oče. In ta oče ne sme biti kastriran, mora biti prisoten, zato da se religija perpetuira. Mimo tega te lahko zgrabi cerkev, ker tisti, ki nimajo očeta, se navadno ujamejo v cerkev in potem se jim posreduje Bog kot bi rekel, rešitev za kaj početi v življenju. Če nimaš očeta, potem nimaš notranjega čuta in potem moraš gledati splonk ceglico Biblijo in pa se ravnaš po božjih zapovedih in se znajdeš v življenju. So pa tudi obrambni mehanizmi, tisti, ki so popolnoma brez očeta rasli. Imajo Biblijo, se pravi Boga, kot tisto rešilno bilko, ki se lahko vzpostavi kot obrambni mehanizem, kar pa potem pa psihiatri znajo pa diagnosticirati kot šizotipsko motnjo in dajo tablete. In jaz sem že imel kar nekaj takih pacientov, ki imajo to diagnozo in so versko fanatični, blazni. In Freud je vse to razložil, malo skozi animizem, potem upeljavo religioznosti, Boga, elaboriral vse tako, da kdor neobremenjeno to gleda, šteka. In meni se zdi, da jaz tole štekam. Kako pa je z verjetjem v hudiča? Človek pa, bi rekel, verjame v hudiča lahko, ker vidi zla dejanja, to je nekaj, to je na zunaj vid, da drugi ljudje počnejo hude stvari, pa lahko reče, hudič je v njih. Ampak hudič je lahko tudi znotraj tebe. Se pravi, če nimaš močnega očeta, se ti ta živalskost, ta id, manifestira tako, da ti krade vlogo moralnosti. Ti nisi ta, reče ena pesem,
ansambla Hiša. Ti nisi ta, ampak je v tebi nekaj, hudič bi se dalo reči. To je ta živalskost, ki jo ni ukrotil nadjaz. Se pravi, odsotnost očeta ni nadjaza in ta živalskost dobi krila. Živalskost pomeni agresivnost, pomeni to, stari Freud bi rekel, tanatičnost, gon smrti, to zlo v človeku, ta živalskost, agresivnost in to bi bil ta hudič. Po drugi strani pa lahko človek čuti nekega hudiča v okolici tudi zato, ker je imel kot otrok, nimamo vsi te sreče, da bi naš oče bil skozi dober, moj oče bil dober, pretežni del, včasih je bil pa tudi malo čuden, mogoče malo je bil pa tudi slab. Nekateri imajo pa izredno slabega očeta. In te imajo tendenco, da vidijo hudiča, ker je bil oče slab, slab. Lahko se pa zgodi ločitev, pa mama pripelje v družino pa očima, ki ga seveda sinček neizmerno sovraži. Mogoče tudi deklica, ampak obsedenost s hudičem, bi rekel, je lahko domena jeze na slabega očeta ali pa očima, ki se naknadno pritihotapi v mami, odrinil očeta, ali pa če mama bila vdova in je prišel ta očin, ki seveda ni tvoj oče in mu ti gre na živce in potem vidiš lahko v okolju tega hudiča. V sebi je nekaj v okolju, transferno se ti vrne slabi oče ali pa očim, v tem, da vidiš v ljudeh slabe stvari, se vzpostavlja transferni odnos in rečeš, hudiča ima. Ampak to zdaj, kar sem razlogal, nima veže s tisto obsedenostjo s hudičem, pa tisto, kar imajo pa znotraj cerkve. Mogoče moš to še kaj. Ja, kako gledaš ravno na to, na izganjanje hudiča? Spomnim se, da si eksorcizem že večkrat povezoval z epilepsijo, torej z božjastnimi napadi. Ja, mene moti, da ta cerkev, pač imate eksorciste, mislim, da je bil eden celo Rafko Vodeb, šolal se je v Rimu, celo knjige pisal o eksorcizmu, ne vem, je bil ta duhovnik, vem, da je eden od mojih žlahtnikov, ne vem, strico ali kaj je bil, tam nekje iz Laškega, izviramo pač Vodebi, in ena od Vodebov duhovnikov je bil izganjalec hudiča, in jaz sem hotel, rekel se je hvalil, je pa izganjalec hudiča, sem rekel, pa ni hudiča, in potem, pa veš, pa sem pa jaz kot mladi Freudovec začel to študirati, gledal tiste filme, spoznal sem pa tudi božjast, in jaz tako z vso to pametjo, sem rekel, zdaj, Boga ni, bil sem ateist, tudi logičen sklepan, kako je toliko vojn pa trpljenja, pa da bi Bog bil, a to je pa hudič, nikamor ni šlo v glavo, in potem gledam tiste filme, pa eksorciste, pa vidim božjast, pa tam ima božjast, to je božjast, in potem začnem študirati hipnozo, in tam vidim, koga se ne sme hipnotizirati. Epileptike, se pravi tiste, ki imajo božjast, in psihotike, ker lahko dosežeš akutno fazo pri psihozi, ali pa izzoveš umetno epilepsijo. In potem sem jaz ugotovil, da te rituali, ki jih imajo eksorcisti, so simulacija hipnoze in nekega, ki je obseden s hudičem, se pravi, ima epileptične napade, ljudje v objemu neznanja, torej v svoje butastosti, mislijo, tam, ko ga mečejo po tleh, pena na usta, da je to hudič, ker je to butast, da ne zna znanstveno razložiti, nevrološko, temu se danes reče epilepsija. In potem pride pa zdaj vrli znalac, duhovnik, pa s tistim križem naredi nek ritual, pade hipnozo, ga vrže v epileptični napad. In izganja hudiča. Pa ne izganja hudiča, on mu je umetno sprožil epilepsijo. In to je objem nevednosti, cela inštitucija RKC stoji za tem. Mislim, hrani svojo stoletno, tisočletno norost, kar je za mene absurd. To je končno treba znanstveno razgaliti, da gre pri izganjanju hudiča in vseh teh praksah za ritual, ki lahko epileptiku izzove epilepsijo ali pa sugestibilnemu človeku, lahko človek, torej eksorcist, to tudi jaz lahko naredil, skozi sugestijo reče, zdaj pa ta ritual, on pričakuje, da bo iz njega šel hudič in hlini sugerirano božjast. Mislim, on ni božjast, ampak hlini izhod hudiča iz njega in on tam se začne zvivati, tako kot si on misli, da
pomeni izganjanje hudiča. Zato, ker mu eksorcist to sugerira. To lahko naredim tudi jaz. In to delajo te eksorcisti tudi običajnim ljudem, ki nimajo epilepsije, so mogoče samo neozgojeni ali pa imajo mogoče psihozo. Psihoza je tudi ena čudna pač bolezen. In pol vem, da je ena ženska svojega sina, ki je imel psihozo, ker se je pač filal s temi drogami, da je pa tudi eksorcist, bo pa to vendal. Izval mu je s hipnozo umetno neko stanje, ki je bilo podobno izganjanju hudiča. V resnici me pa so to sugeriral. To delajo tudi nekateri, ki iščejo prejšnja življenja in sugerira v globoki hipnozi nekomu prejšnjo življenje in prejšnjo življenje pa halucinira celo prejšnjo življenje. Ja, to je sugestija, to ni nič na tem. Ja, ker sva v najnih podcastih predvsem poučna, bi rada, da nam vsem skupaj poveš nekaj več o vraževirnosti športnikov ali pa umetnikov. Spomnim se, da si ravno v tistem 666. Solo Faktorju razlagal, da pri športnikih, ki imajo pred tekmovanjem določene rituale, v resnici ne gre za vraževirje, pač pa za nekakšen sprožilec oziroma trigger dobrega počutja, sprožilec dobre dnevne forme. Kako je s tem? Ja, to me zadnjič Aljuš Petinač dobro vprašal. Jaz sem predvsej v teh športnih vodah, tudi moji otroci so v tistem fuzbalu, jaz sem bil deležen ogromno raznim nogometašem, ki so pred tekmami mulili tisto travo, poljubljali travo, kopačke, lizali žogo, gol štango so se objemali. Zakaj pa to delaš? Ja, to moram narediti, če ne. Rekel, to je moj ritual, ki ga moram narediti, zato da imam srečo v igri. Potem sem se jaz ukvarjal s temi športniki, recimo, tudi Ilki Štuhec, sem jaz na njeno pobudo, sem rekel, kaj pa ti delaš pred štartno hišico, kaj za ene rituale imaš, in je povedala, kaj ima, sem rekel, super, da je to, ali pa vem, tudi tenisač je en imel, tam 3-krat je zasukal lopar, 3-krat vrgel žogco, so 2-krat pozibal in serviral. Recimo prvi servis. Drugi servis je pa naredil, dodal še nekaj, eno drugo stvar, še 2-krat vdihnil in 3 sekunde počakal in potem drugi servis. In ta ritual je sprožal občutek, da zdaj je pa v formi. To ni zdaj, da bi Bog uslišal ali pa ne vem kdo, ali pa da bi se hudič, ki ga spotika, umaknil. Gre za to, da njegova psiha prepozna nek ritual kot trigger, ki mu sproža odličnost, tekmovalno odličnost. Jaz to vem, kako to gre, in v procesu psihične priprave pač jaz nekomu tudi učvrstim na številne načine, ne bom zdaj razlagal, se pravi, naredi nek ritual, vraževirni na videz, v resnici gre pa za ritual, ki mu kot trigger, sprožilec, sproža dobre občutke. In po končanem odličnem, recimo, servisu oziroma pridobljeni točki na podlagi dobrega servisa, potem jaz še fiksiram, ali mora stisniti pest, ali mora nekaj narediti, da se cel ritual po logiki Pavlovega psa, ki se slini, se pravi pogojni refleks, da se zadeva prime v psihi. In psiha začne funkcionirati tako, da če se pred štartom nekaj naredi, to pomeni dobro formo. Lahko pa se pa to obrne, pa pride do slabe forme, pa treba to razbiti, pa diagnostiko narediti. Mislim, to je višja matematika, ker je ne želim povedati tukaj, zato ker me je nekdo ponesrečeno skopiral, apliciral moje pristope, ki so nastali v moji glavi na športniku, ki je izdal, kaj jaz delam, in potem so nas skopirali in so samo škodili športnikom. Ali nam lahko zdaj malce razložiš ta fenomen placeba in noceba, za katera se zdi, da sta na nek način tudi povezana z vraževirjem oziroma specifičnim verjetjem v nekaj, v karkoli, in ravno to verjetje potem determinira marsikaj iz registra psihičnega. Ja, placebo je fenomen, psihični fenomen. Človek, ki v nekaj verjame, pride do te vse moči misli in se vzpostavi paradigma, če naredim to, se zgodi to. Torej, če je to, potem pride to. In nezavedno to paradigmo ponotrani v smislu, če se mi zgodi ta ritual, recimo športni,
predštartni zmanjševanje tenzije, se mi zgodi odličnost. Ne? Če to, potem to. In placebo je tudi, se pravi, če jaz požrem tableto proti, ne vem, glavobolu, ne, aspirin, me neha boleti glava. Potem da pa namesto aspirina Vitergin, požre in se isto zgodi, ker glava, se pravi logično sklepanje, identično vpliva. Če človek verjame v nekaj, tudi antidepresivi so taki. Ne? So ljudje jedli antidepresive in so se ful dobro počutili, potem so pa bombone dali v obliki antidepresivov in človek bombone jedel. In sploh ni bilo nobene razlike. Ne? Mislim, da ne rečem, da je bilo podobno tudi z Viagro. Ne? So fanti jedli Viagro, pa samo modro tabletko pojedel, pa je že. Ne? Iste učinke imel. To so proučevali tisti, ki so proučevali placebo efekt. Placebo efekt se je zgodil pri proučevanju enega pacienta, ki so ga načrtno, ko so že vedeli, da obstaja finta placeba, se še niti ni imela tega imena, so ga nasrali, nalagali, ne, in je držalo, dokler ni on skužil, da so ga nasrali, naplahtali, nalagali. In potem je to stuhnil in je to popustilo. Ne. Tudi pri nocebo, mislim, nocebo, stari butasti divjaki ali pa davnini, je bila prepoved, da nihče ne sme jesti tiste hrane, ki jo je kralj, ali pa magijski vrač. In potem je nekdo pojedel obed, ne da bi vedel, vaškega vrača ali pa kralja. In je lepo, super se je najedel, ampak potem so mu pa povedali, veš, kaj si ti pojedel? Prepovedano hrano, ta hrana je od sveta, to je samo za vrača. Človek je zvedel, kaj je pojedel, je sam sebe umoril, tako rekoč, se je likvidiral, se je kaznoval tako rekoč smrtjo. Umrl je, ker je bilo to takšno verjetje, to je nocebo. Nekdo, ki jaz svoje čase sem svojim puncam dajal Vitergine. Jaz sem rekel, zdaj to so imela pa Romunke, ne Balkanjak, sem jaz to videl, zdaj imate pa to ve in zdaj boš odtelovadila v nulo. Pa neč okoli govor. In pa sem jaz to dal, Roman jih drogira, jaz sem jih dal pa Vitergin. In pa je bilo v redu, ful, mi še dal, sem se fajn počutila, nasral sem jim. To so te placebo zadeve, ki nastanejo v glavi, jaz se pač ukvarjam s psiho in jaz to vem, sam skreiram neke finte, da ne rečem, kaj se da pod hipnozo ljudem, ki so zelo sugestibilni. In jaz se s tem tako malo ukvarjam. Ja, o tem si govoril tudi v podcastu o hipnozi, tako da če vas to zanima, si lahko seveda ogledate tudi ta podcast. Bližava se pa že k koncu, morda za konec še nekaj kvantne psihoanalize. Skozi tale pogovor in tudi nekatere druge podcaste sem dobila občutek, da imaš velik rešpekt pred tako imenovano obsesivno-kompulzivno motnjo, znamenito OKM. Menda gre pri OKM za izjemno zapleteno in še dokaj neraziskano psihično motnjo, za tako imenovano prisilno ponavljanje in obsesijo. Videti je, da je kar precej povezana z vraževilnostjo, vsaj na videz. Kako je s tem? No, ta OKM me res zanima, res sem se poglabljal pod hipnozo, iskal jedrne momente, ker sem vedel, ravno od Freuda naprej, ker Freud je prisilna dejanja, prisila ponavljanja je ta OKM po Freudu. 1907. leta je o tem pisal in to povezoval tudi s prisilnimi obredi v religioznosti, v verski rituali, imajo tudi status OKM-ja na nek način, tako je Freud razlagal, pač te verniki nima radi to slišati, ampak pri teh mojih pacientih, ki imajo prisilo ponavljanja, in Freud je tudi na tak način pisal, se skriva latentna struktura. Oni morajo nekaj ponoviti, če ne naredijo to, torej če ne to, potem sledi to. Se pravi, če ne naredim tega, sledi kazen. In jaz ugotovim, da je ta prisila tako močna, takšno tesnobo čutijo, če ne naredijo nekega rituala, da ne more s tem živeti. 60% časa dnevnega porabijo samo, da shendla vse misli, ki se mu namotajo noter v glavi. In jaz ugotavljam, da se ljudem paradigma prisile ponavljanja OKM-ja, obsesivno-kompulzivna motnja, vzpostavi, ko so kot otroci povezovali
dva dejanja, svojo butasto infantilno pametjo, so sklepali, če jaz naredim, ne vem, zdaj bom tako bolj karikirano rekel, če se jaz pokakam v kahlico, me ima mamica rada. To je to pogojevanje, ki je čisto legitimno. Se pravi, odrekec v kahlico, mamica me ima rada. To je legitimno pogojevanje. Če pa otrok tuhta, kako bi on priklical svetlobo v sobo, pa recimo on ugotovi, da če nekaj naredi, trikrat udar po posteli, se zgodi luč. V resnici pa mamica gre gleda, če se ta malo udar. In bolj debilno poveže na ključne stvari v neko inteligibilno celoto in se mu paradigma, ki se mu potem v odraslosti oživi, vzpostavi. Se pravi, če jaz naredim to, se mi zgodi to. In celo paradigmo otrok ponotranji malo logično sklepa, malo pa infantilno butasto debilno sklepa. Pa paradigma je vzpostavljena in potem se mu to oživi v enih situacijah, ki so sicer mučne, v ozadju neka potlačitev in Freud je govoril, da so vedno v ozadju neke seksualne potlačitve. In tudi moja izkušnja je, da ljudje, ki imajo OKM, ko jaz razvozlam simbolno strukturo nekega prisilnega ritualja, ugotovim, in to po logiki interpretacije sanj, da v bistvu je smiselno tisto, kar on mora narediti, je smiselno, samo moramo simbolno strukturo tega, kar dela, razvozlati in ko pride do uvida, potem mu ni treba več to početi. Potem sem šel pa jaz na medicinsko fakulteto, anksiozna stanja so obravnavali, eno od teh anksioznih stanj je pač OKM in jaz to poslušam, kdaj bo oni zdaj pa to, rekel, vrlino Freuda, tam kaj predavali, da bo kaj vedeli, pa pojma niso imeli. Jaz roko dvignem, sem rekel, poslušajte, ta zadeva je pa takala, a vi ne iščete latentno strukturo obsesivno-kompulzivne motnje. Ne, mi damo samo tablete. Antipsihotike to zbledi, ima sicer stranske učinke, mislim, jaz pa iščem latentno strukturo, ki jo moram razvozljati na način, kot je Freud razvozljaval sanje, dešifriral. In Freud je točno že v teh prvih spisih razlagal, da obsesivna kompulzivna motnja na individualni ravni je nekaj, prisila ponavljanja, da v vraževirjih, magijskih praksah se pa tudi to vzpostavi, ima tudi latentno strukturo, vedno je neka seksualnost, tabu incesta, uboj očeta, ena druga seksualnost v teh prisilnih dejanjih, magijskih praksah, vraževirju, vedno je to. Ampak tudi na individualni ravni, kar predstavlja ta OCD, Obsessive Compulsive Disorder, OKM. Mogoče toliko, na kratko. No in še čisto za konec, ali lahko še kaj poveš o čaranju in magiji? Oba fenomena nekako gravitirata v vraževirje oziroma praznovirje, o katerem je danes stekla beseda. Tako čaranje kot magija, Freud je govoril o tem in rekel, čaranje je človek uporabljal, nekdo, ki je imel ambicijo zavladati nad ljudmi. Kako ljudi upravljati in ugotovil je, da se jih da, ne vem, nasrati. Imel je močno željo in potem je z nekim čarovnim ritualom nekaj naredil. Tist na drugi strani, nad katerim je hotel zavladati, se je te čarovnije malo ustrašil v objemu nevednosti in bolj kot se je ustrašil, da to drži, bolj je to držalo. In potem se je to čaranje v povezavi z vse močjo misli prijelo kot čaranje, Freud je to razgaljal, da je to Larifari, v isti zgodbi pa še to magijo peljal, danes poznamo črno-belo magijo, magija pa načeloma simpatizira z načelom ugodja, z željo, željo po nečem, od poslanka načela ugodja je želja vplivati na sovražnika. Kako bi sovražnika premagali? Tako zelo si želim sovražnika premagati, ampak je premočan in ta želja tako zelo pritiska, da se zgodijo neke racionalizacije in potem ti tuhtaš, če bom pa zdaj njega narisal na steno in ga zabijal z nožem, bo on umrl. Magija deluje, če on ve, da ti delaš magijsko prakso na njem. Jaz sem to preučeval v društvu za parapsihologijo, so ljudje rekli, da imajo črne magije, bele magije, in sem rekel, kako pa je zdaj to? Ja, to pa mi nadaljavo. Kako se vi hecate? Si rekel, no dajte,
na mojem prijatelju, kdo pa je tale pa tale. Sem rekel, kar dejte, ali pa na moje sestri, recimo, neka pozitivna magija. Ja, ona mora vedeti. Ja, sem rekel, v trenutku, ko bo ona vedela, bo sama sebe s placebo efektom zdravila, ne. Dajte vi narediti, ne, da bi on vedel. Ja, to pa ne moramo. Ja, zato, ker nimate nobene moči, on sam sebi to naredi, ne. To vi delate na principu placeba, ne. Tako kot delajo bioenergetiki, ki verjamejo, da imajo energijo. Pol butast verjame in mi pomaga, ne. Tako da je to magija, bela, črna, mislim, to je tak natek iz registra sociologije norosti, mene fascinira, ampak me fascinira norost ljudi, ki kupijo take neumnosti. Kaj če več res? Mislim, da sem zdaj toliko povedal, 1 uro, danes bo malo krajša, 1 uro sva nekaj povedala, petek 13. je, ne se heca, ne verjeti vse te natege, ki jih vam servirajo razni šarlatani. Tako, hvala Roman, in prišla se do konca današnjega podcasta. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Ne pozabite polajkati tega videa in se naročiti na ta kanal. Tudi v maju poteka akcija, če donirate minimalno 15 evrov na PayPal ali platformo Ko-fi, dobite v zahvalo po pošti Romanovo knjigo Prvi spol s posvetilom in podpisom. Vsa navodila, kako donirati, imate spodaj v opisu tega videa. Torej, cel maj velja tale akcija, izkoristite jo. In seveda hvala vsem za vaše donacije, ki naj spodbujajo, da nadaljujeva s podcasti. Lepo se imejte, do prihodnjič. Lep pozdrav.